Najprej ena velika zahvala županu za to, da nas gosti, za to, da smo lahko tukaj v teh prostorih, in hvala vsem skupaj, da ste si vzeli danes čas in prišli. Tukaj noter seveda en lep pozdrav tudi Radkotu. Hvala Radko za to organizacijo, za pomoč pri organizaciji in vesel sem, da bomo danes lahko spregovorili malo o zadevah, ki se tičejo tako notranje politike, potem programa naše stranke Fokus Marka Lotriča, bomo pa še kakšno temo namenili tudi tem obiskom, ki jih je zdaj državni svet skupaj z ostalimi izvedel na Japonskem in na Kitajskem. Toliko za en kratek uvod in lep večer vsem skupaj želim. Se še ne poznamo, se pravi osrednji govorec, gospod Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik stranke Fokus Marka Lotriča, sicer pa znan podjetnik, obrtnik, v bistvu iz majhnega garažnega podjetja je razvil mednarodno poslovno skupino Lotrič Meroslovje, ki danes obsega 10 podjetij v 8 državah. Podjetje je vodil skozi preboje, krizna obdobja, digitalizacijo meroslovnih storitev in pa globalno širitev. Leta 2022 je bil izvoljen za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. V ospredje postavlja odgovorno voditeljstvo, prenos znanja in pa kulturo podjetja. Potem vašega župana, gospoda Jožeta Simončiča, vsi poznate, se pravi župan, ki vodi občino z osrednjim poudarkom na razvoju podjetništva, infrastrukture in lokalnih storitev. V svojem mandatu posveča veliko pozornosti številnim investicijam in povezovanju občine z gospodarstvom. Kaj več vam bo pa potem tudi sam povedal, kje ga najbolj čevelj žuli. Gospod Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, eden najvidnejših glasov regionalnega gospodarstva, z dolgoletnimi izkušnjami v podpori podjetjem spremlja stanje v industriji, izzive podjetnikov, kadrovske probleme, investicije ter zakonodajne spremembe. Je most med podjetji in pa odločevalci v regiji. Gospod Radko Luzer, tudi ne rabi posebne predstavitve, podjetnik, ustanovitelj podjetja LTEK. Podjetje LTEK je v 30 letih zraslo iz malega podjetja v pomembnega tehnološkega partnerja globalnim podjetjem. Razvijajo visokotehnološke rešitve, medicinske naprave in elektroniko. Radko Luzer je primer podjetnika, ki gradi na inovacijah, izvozu in pa dolgoročni viziji. In pa naš najmlajši, gospod Anže Plevnik, mlad podjetnik, na katerega smo tudi v stranki Fokus Marka Lotriča izjemno ponosni, ustanovitelj podjetja BMC Solutions, velikokrat tudi kritičen do aktualnih razmer, ki jih tudi z veseljem zapiše. Verjamem, da bo tudi danes oster kritik. Sicer je pa predstavnik nove generacije podjetnikov, ki v lokalno okolje prinaša digitalne, sodobne in agilne poslovne modele. BMC Solutions se ukvarja z IT rešitvami in avtomatizacijo procesov, predstavlja pogled manjših podjetnikov, ki se soočajo z drugačnimi izzivi, od dostopa do trga, do iskanja talentov ter hitrega tehnološkega razvoja, prihaja pa iz Trbovelj, ki pa tudi sodijo v to volilno enoto. Okroglo mizo bi začeli kar z našim predsednikom. Pred tem mogoče, da se še sama predstavim, to sem skoraj pozabila, sama sem pa Monika Kirbiš-Rojs, generalna sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije in pa tudi generalna sekretarka stranke Fokus Marka Lotriča. Tako da sem v vse te zadeve tudi zelo vpeta. Delegacija Državnega sveta se je pravzaprav v začetku novembra udeležila obiska na Kitajskem. Predtem smo bili v maju tudi že na Japonskem. Bil je pa prvi namen teh obiskov, da je gospod Lotrič kot vodja delegacije popeljal v obe deželi veliko gospodarsko delegacijo, na Kitajsko celo največjo doslej, pa bi kar njemu predali besedo, da vam malo opiše to svojo mednarodno izkušnjo in pa potem tudi naveže na svoje mednarodne izkušnje, ki jih je imel za svojo poslovno skupino.
Kar prosim. Hvala lepa za predstavitev, za uvod in za vprašanje. Ja, pa če začnem z Kitajsko, ki je zagotovo najbližje zdaj v spominu in zakaj smo šli. To je bil 8 mesecev dolg načrtovan obisk, ki ga je dr. Monika Kirbiš-Rojs s sodelavkami in pa z veleposlanikom Malovrhom, ki dela in živi na Kitajskem. To je slovenski veleposlanik, kjer smo organizirali ta obisk in glede na to, da je bil dober načrtovan, smo obiskali tako po vrsti 4., 3. in 2. najbolj pomembnega človeka na Kitajskem. Malo za eno predstavo ali pa za šalo malo povem, da ko je hčera, ki je bila pa v gospodarski delegaciji, je videla sva se ene dvakrat, napisala, da so tudi oni stali v koloniji v avtocesti in da je milijone Kitajcev zamudili v službo zato, ker so za nas zapirali ceste. To je res, povem samo, kako se Kitajska in kitajska oblast loti enega takega obiska, ki so mu dali zelo veliko težo. Ko govorimo o ljudeh, s katerimi smo se srečali, če prevedem na slovenski nivo, potem smo se srečali s predsednikom državnega sveta, državnega zbora in pa predsednika vlade. Pri njih je to CPPCC in seveda ima 22,000 članov, pri nas v državnem svetu nas je 40, samo da vidimo to razliko. Ampak treba je pa poudariti, da je v tej zgodbi so tako kot board na vrh, se pravi ta državni svet, potem so pa regijske oblasti in pa lokalne oblasti so vse vključene v ta CPPCC, kar pa pomeni politična posvetovalna konferenca. In to so ljudje, ki dejansko se, grebejo za to, da pridejo v to strukturo odločanja, ker dejansko tako ne dajejo dobre predloge za to, da se pač na izvršna oblast potem jih prevzame in kakorkoli razumemo Kitajsko, da zadovolji ljudi. Zanimiv mi je bil podatek, da se pravi njihova oblast, komunistična partija, katerih je pač 120,000 samo članov, je na oblasti, to je dogovor z ljudmi, lahko samo toliko časa, dokler časa ljudem raste standard. Samo toliko, da se predstavljamo, pustimo pri strani vse to, kar je res, kar si ne želimo, spoštovanje človekovih pravic je pač okrnjeno, seveda red je grozen, natančen, vse je pod kamerami, to so tako približno, kot pri nas kandelabri, so tam jasno, vse po 12 kamer je na enem kandelabru, vse se snema, vse je face recognition, na to se mora človek navaditi, drugače pač na Kitajskem ne more živeti. Tudi ne moreš sam izbirati, da boš živel v enem mestu, v Qingdao, a boš šel v Peking, ne, to je vse vnaprej določeno, kjer si se rodil, tam boš, mogoče napreduješ, mogoče je neka zasluga za to, da napreduješ v drugo mesto. Skratka, te omejitve so nam nepredstavljive. Tako kot recimo, da za nas nepredstavljivo, da imamo do 5 let zaposlitve, imajo oni 5 dni dopusta, po 5 letih dobijo še 5 dni dopusta, ampak to ni rečeno, da ga bojo izkoristili, če jim bo šef dovolil, če ga bojo sploh upali zaprost, je pa seveda v ta dopust všteta vsa bolniška. A smo mi to pripravljeni živeti? Ne, nismo. Jaz ne. Se pravi, ta zadeva treba je vedeti, da to je druga kultura, se prebijajo naprej in prej, kar sem rekel, da je njihova glavna zaveza je to, da ves čas standard ljudem dvigujejo. Oni so prišli do enega, da bom rekel, tako do enega vrha, kar se tiče industrijske proizvodnje za tudi svetovni trg. V prejšnji 5 let, ki so zgradili vse te tovarne, 200 blagovnih znamk avtomobilov, 300,000 dobaviteljev v tej verigi in tukaj noter je nemogoče, da bi po mojem slovensk podizvajalec naredil nekaj karkoli za njihovo avtomobilsko industrijo. Tam je taka močna, ta konkurenčen boj znotraj, da je praktično to nemogoče iz Slovenije potem dostavljati na to lokacijo. Pa vendarle, oni so zdaj, nekako bojo prenehali s financiranjem, čeprav so prej rekli, da ne financirajo, ampak to spodbujanje avtomobilske industrije
in bojo prepustili trgu, tako da bojo teh 200 podjetij se bo skrčili na nekaj podjetij, zdaj kaj to pomeni, nekaj 10, nekaj, ne vem, ampak bodo v glavnem zelo močna podjetja, sami se bodo pa osredotočili na večjo porabo. Oni trenutno ne poznajo zavarovalniškega modela, da bi se lahko zavaroval za pokojnino, za zdravstven sistem, za karkoli, in to je že ena zadeva, ki bo povečala potrošnjo znotraj. Ker prej sem omenil, zdaj imajo 5,2-5,4 imajo gospodarsko rast, to nima jih je še zmeraj, ampak oni so navajeni na dvoštevilčno rast, zato jim zdaj nimajo druge izbire, kot da rastejo, da se ljudem dviguje standard, morajo nekaj narediti. No in kot zanimivost naj povem, da v Hongkongu, ki je seveda del Kitajske oziroma bo leta 1947 dokončno postal Kitajska, to je po sporazumu z Angleži, mi imamo pa tam častnega konzula. Mogoče kdo ve, da je to Bernard Lau, gospod, ki je star približno malo do 77, tam nekje 77 let in je veliko pomagal slovenskim podjetjem, slovenski politiki, tako da jih je pripeljal na Kitajsko, da jih je seznanil z ljudmi. In zdaj je pa to zadevo prevzel njegov sin Michael Lau, on je pa star 40 let, izjemno zagrizen podjetnik. Sem ga vprašal, kako pa njegov urnik zgleda, če že ljudje delajo to, ki je prav, jaz pa delam od 6 zjutraj do 2 po noč, včasih kakšna nedela je pa prosta. Tako da življenje, ki se ga mi ne znamo predstavljati, je pač tam neka vsakdanja stvar. Zakaj pa sem tega Michaela Laua izpostavil? Ker on pa zdaj organizira eno mrežo po Kitajski, v bistvu agente, zavarovalniške agente postavlja. To, ko sem nazaj prišel, sem tudi šel k Boštjančiču, našemu se pravi ministru, kjer sem mu pač te zadeve povedal, da to je pač finančno zavarovalniška industrija, določen del je tudi naša priložnost kot slovenska, naj se povežejo in ravno odhajajo na Japonsko, tudi zavarovalničari in pa finančniki, tako da poskušamo čim prej to prenesti, da se zgodi nekaj na tem gospodarskem področju. Oglasili smo se tudi na največji banki, Svetovni banki, največja banka na svetu, ICBC, to je industrijska komercialna banka Kitajske, kjer je bil tudi Boštjančič na obisku, kjer je prišel vprašati za kredit, če je zelo poenostavljeno. Drugače bi pa mi izdali kot Slovenija obveznice, Panda obveznice, ki bi bile odobrene v višini do 600 milijonov. Nisem pa vprašal, če gre to za božičnico, ampak ok. Tako da malo za hec, ampak želim pa pač povedati to, da ko gremo kot največja delegacija do zdaj, smo res imeli tako pozornost, da razen Ši, vsi ostali, se pravi predsednik Ši, nas ni sprejel, vsi ostali so nas sprejeli. Imel sem 24 nastopov od takih, mislim, vsi so bili protokolarni, ampak dvorane so bile ene take, da si na koncu človeka videl, lahko me, da si ga videl, ali pa oni me ne. Tako da je bil to res, dvakrat sem imel to priložnost narediti, obiskali smo kar veliko podjetij, poleg tega, da kot rečeno, da je bila delegacija državnega sveta, poleg naše generalne sekretarke, vi poznate sigurno Bojana Kekca, ki je tam iz Novega mesta, iz tega konca, pa ne vem, če je še kdo. Bili so pa še, drugače je bilo pa 7 svetnikov, kompletna je bila pa 20 približno ljudi. Smo bili sestavljeni, kar se tiče politične delegacije, preko 70 ljudi je bilo pa gospodarske delegacije. Potem smo šli tudi na ta sejem, oni rečejo China International Import Expo, to pomeni, da Kitajska naredi sejem samo za tujce, da se lahko predstavijo. In Slovenija se je predstavlja četrtič, tretjič v živo in enkrat preko video povezave v času COVID krize. Tako da to je te dva načina, ali preko naših častnih konzulov, prek Hongkonga, najbolj varna vstop recimo za gospodarstvo, ali pa preko tega sejma potem, da se pokaže, da si zaupanje vreden, ker pač le država tam lahko predstavlja svoje podjetja. Tako da vam priporočam, kdo razmišlja za trg, je to zares lepa priložnost, da se udeleži. Vsako leto je tukaj okrog 1. novembra ta sejem CIIE
In samo mogoče kot za zaključek tega pa povem, da Kitajci, ko pravijo notranja poraba, a ne notranja potrošnja, bojo pa zelo sofinancirali, če tako rečem, podjetja, da bodo šla v tujino. Ne. In to pa pomeni, da jih bomo v naslednjih mesecih, letih absolutno kitajska podjetja videli v Sloveniji in takrat je treba zagrabiti priložnost. Vsak svojo branžo mora poznati, bodite pozorni na objave, ki jih bo dala GZS, pravzaprav Slovensko-kitajski poslovni klub, dr. Žiga Vavpotič je bil tudi z nami, on to zadevo vod, Majeričeva in oni bojo to sporočali, tako da berite, povejte ljudem, da je to resen premik v kitajski, se pravi ekonomski politiki. Kaj smo dosegli, kot za zaključek lahko rečem, da smo se veliko ukvarjali z redkimi zemljami, da so nam potrdili, da je poleg 40 že odobrenih redkih zemelj, da dobimo še 38 dovoljen, potem redke zemlje magneti, potem smo zelo priporočili Luko Koper kot vstopno okno v Slovenijo, kjer se skrajša pot do 8 dni in pa kar je največji uspeh je pa to, da ob novici, da Hisense namerava počasi zapirati zadevo v Velenju, nam je uspel preko omenjenih gospodov v politiki, potem dejansko tudi s pogovori, kjer sva mi dva sodelovala edina, z predsednikom uprave Hisensa se dogovor, da njihov stav, ki je bil tak, ostajamo trdni zavezniki Hisensa v Sloveniji, podpiramo Hisense v Velenju, naslednje leto lahko pričakujete nova vlaganja v povečanje proizvodne, v tehnične izdelke, ki bodo za sabo nosile najnovejše tehnologije in umetno inteligenco. No, to verjamem, da smo mi dva takrat da nama je zelo odleglo, ne zaradi tega, ker je bil tako po besedah seveda veleposlanika, bom rekel, je en izmed največjih uspehov te delegacije. No, tako. Zdaj sem se osredotočil na Kitajsko, pa da ne bom sam govoril, mogoče zaključim. Mogoče samo še kot zanimivo, glede na to, da jih je 1,4 približno, pa glede na to, da je nas 2 milijona, se pri njih zadeve rešujejo v enem dnevu, se prekliče cel politični nivo, to bi še mogoče dodali. Plus tega gradbena dovoljenja zelo hitro izdajo, ker tudi velike stavbe, velike objekte so sposobni v 10 mesecih zgraditi, tako da pol mogoče pridemo tudi na te domače teme, ki so rizične pri nas. Lahko samo 2 stavka, ker se pa političnih tem nisem nič dotaknil, pa je zelo pomembno. No. Kitajska je Slovenijo priznala že leta 1992, ena rekel, zelo zgodnih, rekel pa velikih držav, in za njih je pač pravilo ene Kitajske, tudi naše slovensko stališče je, da spoštujemo, to pa pomeni, da je Tajvan, Hongkong, Makao del Kitajske. Od tukaj noter smo seveda to prenesli, oni to spoštujejo in zelo cenijo Slovenijo, ker smo zelo dobri, ampak pravijo trdi pogajalci. Zdaj, preden preidemo še na druge govorce, je tudi zelo aktualna tema. Včeraj je bilo podpisano pismo o skupni volji pred državnozborskimi volitvami 2026 z Novo Slovenijo in pa Slovensko ljudsko stranko. Pa bi me zanimalo, kaj si lahko največ obetamo od tega zavezništva volivci? Slovenija si lahko od tega zavezništva dejansko obeta stabilno, razvojno, usmerjeno vlado. Verjamem, da smo na ta način pokazali vse tisto, kar lahko naredijo stranke, torej da se lahko povežejo v enotno listo, torej 88 kandidatov bom rekel, razdeljenih, če tako rečem, med 3 stranke. In to je tista največja stopna sodelovanja, kar je možna. Mi seveda svojo identiteto ne bomo utapljali v drugih strankah, niti drugi v našo stranko. Pomeni pa, da bomo na temu projektu volitve v Državni zbor 2026 izpeljali skupaj. Enotna volilna kampanja, enotna predvolilna, bom rekel, dogodki, vabili bomo eden druge. Zelo pomembno se nam zdi to, da smo podpisali zavezo na osnovi programa, ki smo ga predstavili
na našem ustanovnem kongresu v januarju letošnjega leta. Tukaj noter smo dali veliko ali pa poudarek na kulturi stranke, na vrednotah, to so liberalno-tradicionalne vrednote, to je zasebni če rečemo tako, lastništvo, potem je tukaj demokracija, spoštovanje človekovih pravic, otroških pravic, pravic invalidov, vladavina prava, a ne po drugi strani pa z eno besedo delo se more splačati. Zdaj pa kar vse skupaj to noter pomeni, to pa pomeni od davčne politike, se pravi tudi zagovarjamo, to nam pač do zdaj ni uspelo v sklopu pogajanj za pokojninsko zakonodajo, ko dosežeš pokojnino, a ne, potem si upravičen do pokojnine, če pa delaš naprej, je pa pač prosta izbira, tako vse smo v svobodni državi. Tako da to je ena izmed takih, rekel, ključnih poudarkov in verjamem, da te tri stranke tvorijo ta usmerjen v razvojni potencial Slovenije. Mi moramo krepiti praktično vsa področja, ker sem sam podjetnik, začel sem v garaži ženjenih staršev se pravi 91 leta, zato mi je pač to najbližje. Ampak vem, če bomo ustvarjali, bojo lahko vsi drugi družbeni podsistemi tudi delovali. In recimo, da je potem poleg gospodarstva, seveda je zdravstvo tisto, potem je kmetijstvo. Zdaj, če pridem na to, kar je nekako izpostavila tudi predsednica SLS-a Tina Bregant, predvsem kmetijstvo in zdravstvo, in to, kar je izpostavil predsednik Nove Slovenije, Jernej Vrtovec, njega so pa predvsem ta povezovalna moč, oni so člani parlamenta, imajo, vemo, določene pravice ob pojavljanju v medijih, drugih nimamo, tako da, bom rekel, skupna zaveza, da naredimo, bom rekel, privlačno državo. To bi bil nekako, po mojem, ključen poudarek, glede na to, da sva pa tudi skupaj bila tam, pa mogoče še en tvoj pogled. Ja, jaz sem tam z vlogi moderatorke, ampak zdaj, da naredim prehod na druge govorce. Absolutno ne bi radi bili ideološki, tega bi se radi izogibali, ker mislim, da smo vsi nekako naveličanih teh ideoloških delitev. Absoluten poudarek na obrtnikih, podjetnikih, ki mislim, da so trenutno eni najbolj razočaranih ljudi v državi, potem na vseh tistih ljudeh, ki pošteno delajo na kmetih in seveda tudi skrb za mlade in pa starejše. To pa zdaj bo tudi prehod na naslednjega našega govorca, gospoda Luzerja, uspešnega podjetnika. Vas bi pa vprašala, 30 let ste v podjetništvu oziroma že več. Kaj menite, kaj se je v tem času najbolj spremenilo, se pravi, ali pa kaj bi vi spremenili, pa se še ni? Kaj vas najbolj ovira? Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Naj povem, da z Markotom se poznava že več kot 20 let in pač sva se dogovorila, da pride nas pogledati, poslušati naše gospodarstvo, naše podjetnike, prijatelje, da bo kakšna naša ideja ali pa pobuda prišla tudi en korak višje. Zdaj, kaj se je spremenilo v vseh teh letih? Ja, če povem, kako je bilo mejni režim, kako je bilo to težko uvažati, izvažati, posebej, če si bil majhen podjetnik in tako naprej. Zdaj, ko pa greš se tukaj od Obroškov vas, greš na avtocesto, pa greš do sever Nemčije, te noben ne vpraša, ne za denar, je ista valuta, se pravi, ni carin, lahko se trguje, to je ogromna pridobitev za Slovenijo, ker smo v EU-ju. In ta EU mora obstati in mora biti konkurenčen in tako, da nas čakajo izzivi, saj so bili skozi izzivi, če se spomnim od kraja, nekak podjetnik je bil zmerom neki tak napol protidržavni element, ki ga je bilo treba zmerom nekje omejevati. In to se še kar vleče in dogaja in iz tega moramo čim prej razumeti, da
prihaja počasi kriza, ki bo nas udarila vse posod in se bomo mogli prilagoditi in bomo mogli bistveno bolj delati, večja konkurenca je. Tudi mi s Kitajsko imamo dobavitelji in tako naprej. Tam se vse dogaja faktor 4 hitrejši in na trgu smo isti in vse te davčne obremenitve, z nepredvidljivost, počasnost, to nas ubija, ne? In če se ne bomo temu posvetili, bo težje. Tako da spremembe so pa vsaki dan zelo velike, tako da če se tega ne zavedaš, pravzaprav niti podjetje ne more preživeti, če se vsak dan ne prilagajaš. Ne. Zdaj, preživi tista vrsta ali pa tisto podjetje, ki se je sposobno prilagajati vsak dan, ne najmočnejše, ne najhitrejše, ampak najbolj prilagodljivo. Če se mi sprašujemo, kaj je prav, kaj je narobe, nič ne pomaga, mi moramo biti konkurenčni za pravo ceno, prav čas dobaviti, kvaliteto in tako naprej. Tako da izzivov ne manjka in bojo sam še večji. To, kar je bilo še v prejšnjem sistemu, smo bili pravzaprav uvad, zavet, plansko gospodarstvo in to šlo vse počasi. Zdaj pa to ni druge, tempo je hitrejši. Drvimo naprej. Drvimo naprej, ne vem, kam bo to šlo, ampak evo, to, če hočemo preživeti, je to, ni druge poti. Prilagajanje. Pa mogoče, Anže, če bi ti dopolnil kot mlad podjetnik, kje vidiš ti največje ovire, priložnosti, na kak način še več mladih sploh prepričati, da vstopijo v podjetništvo, pogosto se odločajo za javni sektor, če sem tvoj pogled? Ja, v bistvu glavna stvar, ki bi mogli začeti, je v šoli. Ne. Problem je, če ti prideš na trg, narediš šolo, narediš še doktorat, pa prideš pa na trg, ne, pač zdaj pa jaz delo. Ne. Pa greš prvo, pač zdaj po podjetju prvo, tako nimaš pojma, zato te doben te stvari ni učil. Ne. Zato bi skoraj predlagal, da vsak moral prvo en SP odpreti, da vidi, kaj vse je treba sploh plačati, da tudi pol, doben zaposleni, redko kjer zaposleni zna svojo plačilno listo prebrati. Da mu rečeš, lej, ne jemljem ti jaz kot delodajalec, ne jemljem ti, vsi drugi ti vzamejo na koncu, zato ti tako malo ostane na koncu. Zdaj prva stvar, da vsi ljudje se zavedajo, lej, tukaj ti vzame tam, da pol sploh razumejo, kaj delajo. Ne. Da pol lahko nadaljujemo, pa gradimo na tem, da pol tudi v prave smeri ljudje grejo, tudi ko grejo voliti, da vejo, da volijo svojo denarnico, ne, da volijo, zato ko se ne fajn zdi, ko vsi isti, pa socialna država, pa da ne bojo bogati, še bolj bogati, ampak da bomo vsi pol isto revni, kaj, mislim, to nima smisla. Mora biti in pač, ko je kolega prej rekel, ne, ta problem konkurenčnosti, ne, Evropa je res super stvar, a problem je, ker mi, ko pa Slovenija v Evropi, pa nismo več konkurenčni, no, daleč od tega. Ne znamo evropskih sredstev črpati, tudi mi kot mlado podjetje se trudimo, mi smo 2 leta staro podjetje, nas je 14 zaposlenih, pa res, da pride zraven, same težave so na tej poti. Sploh v Sloveniji, ko se razpisi delajo, je vse prej, kot da bi rekel, da je enostavno, pa da hitro dobiš, pa da ti kar pomagati vsi skočijo. Ne, v bistvu ti polena devajo pod noge bolj kot v tisti kontrasmeri. Ne. In jaz vidim tisto glavna stvar kot nek mlad podjetnik, da moraš biti hiter, odziven, taktičen, zdaj neke serijske proizvodne v Sloveniji, jaz če bi bil nek investitor, bi rekel, kjem serijsko proizvodno postavil. Zdaj Slovenija to ne bi bila, pač tudi stroške, vse davčne branitve, če bi jaz imel nek full gnarja, bi imel nek izdelek, kjem proizvodno postavil tovarno, Slovenijo ne bi postavil. Ampak Slovenija ima full dobre, pametne ljudi, pa tehnološke napredne, znanje je, pa tudi tiste firme, ko so, pa ko dobro delajo, so res v dobri kondiciji. Imajo tehnologijo, znanje, pa odzivnost tisto, torej, če nekaj damo delati, to tiste malo serije, treba biti odziven, jih hitro narediti, pa tam pol tisto dodano vrednost prevzeti, ko je pač pri serijskih ne moreš, tam se centi gledajo. Zato pač na koncu pa je še pol razviti čim prej nek produkt, da na koncu v bistvu tiste proizvodne stroške ti je pol tisto drobiš na koncu, zato ker ti imaš tukaj dodane vrednosti pol, tako recimo podjetje, kot so Akrapovič, DV Soft, te res ta močne,
ko jim je v bistvu tiskal tiste elektronke noter, pa v hiši, pa to jim je to drobiš od končnega tiste stvari, ko jo prodaja, ko je v bistvu znanje. Ker je znanje, kako v bistvu veliko bolj enostavno prodaš, kot pa tiste škatle, pa vse druga. To je moč iz moje strani. Dobro, za gospoda župana me zanima, na kak način vi sodelujete z svojimi podjetji. Slišimo, da zelo dobro. Pa mogoče, katere so tiste največje ovire, na katere vas gospodarstveniki opozarjajo, čist vaš pogled? Ja, gledajte, vsem trenutno imamo srečo, da imamo tako dobro gospodarstvo, tako mislim in industrijo in, bom rekel, podjetnike, pa tudi kmete. To ni zasluga predvsem občin, ampak predvsem zgodovine, načina razvoja, pa tudi razmišljanja šentrenjskega človeka, ki je bil vedno inovativen pa podjeten. Seveda, kaj lahko naredimo? Na eni strani je občina dolžna razvijati gospodarsko infrastrukturo, ceste, elektrika, vodovod, kanalizacija, obrtne cone in tako naprej. To so te materialne stvari, ki omogočajo razvoj. Na drugi pa zelo pomembna funkcija države tudi ta, občine tudi ta, da pravzaprav dvigujemo nivo življenja in da mladi ostajajo pri nas ali pa da se vračajo k nam, pa tudi tisti, ki se priseljujejo, hvala Bogu, imamo tudi kar nekaj priseljevanja, radi pridejo k nam in se jim zdi vredno ali pa dobro živeti pri nas. To pa pomeni dobro šolstvo, dober vrtec, kulturni center, športna dvorana, zdravstvo, lekarna, policija, tudi to rabimo v naših krajih zadnjega časa vedno bolj in tako naprej. In če je ta infrastruktura dobra, da me mnogi starši rečejo, jih vprašam, zakaj ste prišli k nam, prav, ja, dobre plače, pa dober vrtec imate, vse je na dosegu roke, do Ljubljane pa Zagreba sem 3/4 ure, super je, pa naravo imam blizu, zato smo prišli, ne. Na drugi strani pa nekako lovimo ravnotežje, imamo 2 občinska davka ali pa dajatvi, to je komunalni prispevek enkraten, pa NUSZ, kjer smo glede na to, kaj imamo, kaj nudimo v občini, pravzaprav v primerjavi, bom rekel, s Krškim ali pa Novim mestom, ne vem, gledališča nimamo, pa kakšnega muzeja nimamo, vse drugo pa imamo, ne, knjižnico, kulturni center, glasbeno šolo, ne, zastonj parkirišče in z obremenitvami ne pretiravamo, torej smo glede na okoliške občine, ki marsikatera nema vsega tega, kar imamo mi, tukaj nižji, zato tudi investitorji k nam tudi zaradi tega rajš pridejo, ne? In tega smo veseli in se tega tudi zavedamo. Kar se tiče pa splošne klime, ne, je pa res kolega prej izpostavil spremembe v šolstvu. Vprašanje je samo, kdo bi si jih mogel prvo zavedati, ali učenci ali učitelji, mislim, da učitelji, ne. In zame retorično vprašanje, mi znamo vse narediti v Sloveniji, smo inovativni, kako da ne znamo postaviti dobre, gospodarne, pa resne države. To je zame resno vprašanje, ne. Ali ne znamo, ali se pa nam ne zdi vredno, ne. Pa mislim, da bomo mogli na tem vprašanju kaj več narediti, ne. Se mogoče, ker je pol naslednji na vrsti tudi gospod Kordiš, bi zdaj odprla še vprašanje pokrajin. Pač v stranki Fokus Marka Lotriča smo zagovorniki tega, da se pokrajine vzpostavijo in če bi nam uspelo v naslednjem mandatu doseči večino, bi si sigurno za to prizadevali. Ampak mogoče, gospod predsednik, v kakšni fazi je trenutno pokrajinska zakonodaja? Torej v začetku mandata državnega sveta, 7. mandata, torej začeli smo leta 22. decembra, smo že takoj v januarju oziroma v februarju umaknili pokrajinsko zakonodajo, ki jo je vložil 6. sklic, katerega je vodil moj predhodnik Alojz Kovšca, ki v njegovem mandatu so pa res veliko tudi naredili na tem področju pokrajinske zakonodaje in na koncu skupaj s 60 strokovnjaki, dr. Brezovnik je to zadevo vodil, napisali eno knjigo, v kateri je veliko modelov, na kakšen način od števila, bistvene so pa naloge, ki bi jih pokrajine prevzele. Ker je predlog naletel že takoj junija pod trenutno vlado na odpor oziroma so zavrnili to zakonodajo, smo se v državnem svetu odločili, da potegnemo nazaj, zato da se v javnosti ne bi začeli prerekanja o pokrajinah za in proti in bi še tisti nekaj upanja za pokrajine lahko odnesel, bom rekel, retorika, ki ali pa način nagovarjanja ljudi, ne, se pravi, da bi predstavljali stvari, ki ne držijo. Pokrajine jaz sem prepričan, da mi potrebujemo pokrajine. Kamorkoli sem prišel,
na regijske obiske, se potem bom prosil župana, še pa bom za druge regijske obiske povedal, 8-9 smo jih do zdaj naredili. Poglejte, vsaka regija izpostavlja pokrajine potrebujemo. Zakaj? Bom prosil potem gospoda Simončiča, da to pove. Ampak meni se zdi, da ključno, ko smo začeli s Koroško, začeli smo pa takoj po poplavah leta 1923, se je pokazalo, da ni drugega v državi kot pa župana ali pa županje. To je bil edini steber, ki je bil še v stanju, da ljudem kaj pomaga. Ampak župani in županje so sami. Njihov proračun je tako majhen za te interventne zadeve, da si takrat obupan, preden prideš do neke državne pomoči. Ali je zadost velika škoda ali ni. In tukaj noter res moja pohvala in zahvala vsem 212 županjam in županom. Prej smo slišali gospoda Jožeta, kako vse dejansko imate tukaj v Šentjerneju. In tako je tudi druge. Šole, vrtci, kulturni domovi, mrliške vešce, ni da ni stvari, kar more biti, in tega ne bi bilo, če ne bi imeli toliko občin, to je zagotovo. Imamo pa zdaj mi eno težavo, da 212 župan in županov hodi k 20 ministrom. In če hočejo narediti en odsek ceste, rabijo iti k 3 ali pa k 4 ministrom, da se nekaj dogovorijo. Pot odločanja je zato dolga. Sprejemanje prostorskih planov je enormno. 10-16 let. In to moramo preprečiti. In ustanovitev pokrajin bi točno to naredila. Pokrajine bi bile ne takoj prevzeti vseh nalog, ker se nam bi sistem sesul, 170 zakonov je treba spremeniti, ampak postopoma. Tiste naloge, katere regija najbolj potrebuje. Ampak zagotovo je to umeščanje v prostor, zagotovo je to CSS-jev, se pravi ta socialni del države, zato ker to, kar je ljudem blizu, to, kar ljudje potrebujejo, je treba, da imajo takoj na dosegu roke. Potem imamo pa tukaj od zbiranja odpadkov, šolski sistem do srednje šolske izobrazbe, zdravstveni sistem, mi imamo odlične zdravnike, drugo medicinsko zdravstveno osebje, ampak nimamo pa vodenja dobrega. In če bi mi zdravstveno se pravi področje naredili na način regijskega upravljanja, se pravi, da je pokrajinsko, na način korporativnega vodenja, se pravi, da bi nekdo, direktor, lahko odločal tudi nekaj o plači, pa nagrajeval ljudi, bi to zagotovo pomenilo. Skratka, jaz bi tukaj, da nam predolg, bi pa sam toliko še povedal, da je z nami magister Mirko Stopar, ki iz tega področja pravzaprav prihaja, zelo dobre zadeve pozna in seveda tudi kreator, tam v zadnji vrsti sedi, kreator tudi našega programa. To mogoče za začetek tega. Sam to, da smo pa ustanovili delovno skupino v državnem svetu, ta delovna skupina pa deluje in takrat, ko je pač potreben, se zavzamemo za neko stališče. Se pravi, dokler časa bo ta vlada, niti ne računamo na kakršnokoli vlaganje. Potem pa upajmo, da bo sprememba prišla. Pa še mogoče vaš pogled, gospod Kordiš, vi imate dober pregled nad tem, kako ta vaša regija funkcionira. A so potrebe tu drugačne kot druge v Sloveniji? Mislite, da so potrebni isti ukrepi, raznovrstni, vaš pogled na razvoj? Ja, najprej hvala za povabilo na to okroglo mizo. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, seveda, naša regija je gospodarsko, lahko rečemo, skoraj da najbolj razvita regija, glede na velikost. V gospodarstvu dejansko zaposlujemo le 27.996 zaposlenih, ustvarjenih je bilo 7,1 milijarde evrov prihodkov in najvišja dodana vrednost v Sloveniji, 79.100 evrov na zaposlenega. Ne. To kaže dejansko, da so vsa vlaganja v avtomatizacijo, robotizacijo, digitalizacijo v vseh teh letih in usmerjenost v izvoz rezultirala v te rezultate. Ne. Zdaj, seveda, mi potrebujemo, kaj potrebujemo? Potrebujemo v prvi vrsti boljšo prometno infrastrukturo. V Šentjerneju vidimo, kaj je prinesla kraju avtocesta. To je že prej Radko izpostavil, ne. Brez bližnje avtocestne povezave, sigurno, da v teh, če rečemo temu, dobrih 15 let ali pa 17 let, odkar je bila avtocesta,
ta del odprt, ali pa celotna avtocesta Ljubljana-Zagreb, veste, da je naša regija zadnja, ki je dobila avtocestno povezavo z Ljubljano, se pravi Novo mesto je imelo prej avtocestno povezavo do Zagreba, kot pa do glavnega mesta, ki je oddaljeno 60 km. To vam pove marsikaj o tem. Se pravi, zadnjih 14 km je bilo odprtih leta 2010. Zdaj čakamo začetek gradnje 3. razvojne osi jug, to je hitra 4-pasovna cesta od izvoza Novo mesto vzhod do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in Črnomelj jug. Tu imamo 2 državna prostorska načrta. Prvi bo sprejet decembra 2012. Od izvoza Novo mesto vzhod do izvoza Maline, vključno z dvocevnim tunelom pod Gorjanci. Za prvo, drugo etapo, to je do podjetja Revoz, je ta prva, druga etapa, je bil gradno dovoljenje prvič pridobljeno oktobra 2021, drugič pridobljeno 2023 in letos že drugič odpravljeno na upravnem sodišču. Sodba je takšna, kot je, ne bom je komentiral. Se pa vprašam, kaj je potrebno narediti v tej državi, da dejansko za cesto, 4-pasovno hitro cesto, ki bo končno povezala Belo krajino z ostalo Slovenijo, je na dolžini 8,5 km so odkupljena vsa zemljišča, pravica graditi na celotni trasi, pridobljena vsa dovoljenja in potem, da se nekdo vedno znova postavlja z novimi zahtevami in dejansko sesuva gradnjo dovoljenje, se mi zdi že počas, bom dal piko. Se pravi, prometna infrastruktura. Tu je treba dejansko narediti premik in tukaj se kaže v tej povezavi, kako uspešni smo pri umeščanju v prostor, kako uspešni smo potem pri sami realizaciji tega, kar umestimo v prostor. Pa govorimo lahko tu v nadaljevanju o industrijskih objektih, koliko časa imamo kakšne, bi rekel, zadeve odprte, preden se kaj zgradi. V nadaljevanju pa seveda imamo še druge izzive, da bom tukaj zdaj prenehal z prometno infrastrukturo. Drugi izzivi pa so seveda kadri. Mi se zavedamo, da brez kadrov, brez dobrih kadrov, mi tega trenda, tega razvoja ne moremo nadaljevati. Se pravi, vse to, kar smo ustvarili, so ustvarili ljudje. Večinoma ljudje iz teh krajev, tako v Šentjerneju, Novem mestu, Beli krajini, Trebnjem, Mirnski dolini, in vemo in se zavedamo, da vsako leto se upokoji nekje 10.000 več ljudi, kot jih pride na trg dela. Se pravi, v 5 letih 50.000. Tisto, kar je zanimivo, je, da dobivamo kader, če rečemo tako, odvisno sicer od industrije, večinoma iz držav Zahodnega Balkana, pa zdaj gremo vedno bolj proti Aziji, oziroma že iz Azije prihajajo Filipini in pač druge države. To je na nek način ok, ampak večinoma te ljudje prihajajo na delovna mesta, kjer je zahtevana nižja stopnja izobrazbe. Nam bo v naslednjih letih manjkalo inženirskega kadra. To je zelo boleče tudi, spomnim se besed gospoda Vilenparta, ko je rekel, da do leta 2030 se bo pokojilo približno 2000 gradbenih inženirjev, projektiva. Kje bomo dobili te ljudi? Ne vem, glede na to, koliko je vpisa. In vedno več je vpisa na družboslovje, vedno manj na naravoslovje. In tu je potrebno narediti določene spremembe, da bomo postali bolj zanimivi za mlade, da bojo vpisovali tako imenovane naravoslovne šole. Mi smo naredili tukaj en korak naprej na zbornici. Mi smo kot regija tudi regija, ki na naše razpise za inovacije, ki jih delamo po vseh regijah po Sloveniji, gospodarske zbornice, imamo vsako leto največ prijav. Delamo še eno zadevo, ki sicer žal ne moremo dobiti podprte strani kakega razpisa ali pa dodatnih sredstev strani države, da bi to prepoznalo kot nekaj
pozitivnega, to je razstava inovacij, ki jo imamo na glavnem trgu leto že 5. leto, kjer razstavimo vse inovacije, seveda navedemo tudi vse inovatorje, ki so sodelovali pri inovaciji, in povezali smo se tudi z največjim šolskim centrom v Sloveniji, z šolskim centrom v Novem mestu, kjer bomo tudi pristopili v naslednjem obdobju, se pravi z zaključkom v mesecu marcu 2026, da približamo mladim, najverjetneje 3., 4. letnik srednjih šol, da bodo dejansko iz prve roke bili informirani o tem, kaj je to sploh inovacija, kaj je to inovacijska kultura, zakaj se zavzemamo za dvig inovacijske kulture v naši regiji in zakaj tisti, ki razmišlja razvojno, inovativno, ima priložnost za zaposlitev zelo veliko. In tisto prinaša višjo dodano vrednost in nenazadnje blaginjo za državo. In to je potrebno razumeti tudi na najvišjih političnih nivojih in vlaganja v, če rečemo temu, take promocije ali pa take projekte treba tudi z vidika države podpreti. In tisto, kar je pa še potrebno narediti v naslednjem obdobju, je pa sigurno to, kar marsikoga od podjetnikov pa gospodarstvenikov bega, je to, da v bistvu se ad hoc sprejemajo določene davčne obremenitve, se pravi, prihajamo v nekonkurenčnost naspram ostalim globalnim podjetjem, ker se tokom leta dejansko toliko spreminja davčnih ali pa drugih prispevkov, kar dejansko vpliva na obremenitve dela, ki je pa vprašanje, koliko so to še tujci, mi smo praktično najbolj izvozna regija, v povprečju več kot 65% vseh proizvodov in storitev prodamo na tujih trgih, ki so pa zahtevni in tam že majhen dvig lahko na koncu pomeni tisto, ali boš zmogel prodajati še naprej na teh tujih trgih ali ne. In potrebno je delati na tem, da bomo razvojno, inovativno usmerjena podjetja, ki so zdaj tukaj pri nas, še naprej konkurenčna, da bojo druga podjetja po državi nas imela za zgled in da bojo na ta način tudi ostale regije v Sloveniji, tudi jaz osebno podpiram regije, da bojo tudi te regije dejansko zaživele in da bomo konec koncev živeli vsi dobro. Gospodarski program je res eden ključnih delov. Tu bom rekla, v tem skupu strank, ki so prej bile omenjene, se program gospodarski v tem trenutku zaključuje. Mislim, da bo naslednji teden tudi že v celoti znan in tu lahko midva dama tudi zavezo z gospodom Lotričem, da ko bo ta tekst toliko spiljen, da bo primeren tudi za javnost, da vam ga bomo poslali, da si boste lahko pogledali, se pravi, kaj konkretno bomo predlagali tudi v svojem predvolilnem programu za razbremenitev gospodarstva, ker to je res ena od prioritet. Seveda je pa ključno, kot ste rekli, da se potem zadeve med samim mandatom ne spreminjajo. V nekaterih drugih državah se zavežejo vlade, da pač 10 let ne bojo delali davčnih ali pa drugih obremenitev, sprememb, ker to pač enostavno se več podjetja ne morejo prilagajati. Zdaj prvi krog vprašanj smo zaključili. Imamo še približno 20 minut časa, da se še lahko malo podružimo, tako da če ima kdo od vas kako vprašanje za naše cenjene govorce, bi vam predali besedo, sicer pa imamo še pripravljenih nekaj zanimivih vprašanj tudi za njih. Kar izvolite. Hvala lepa za besedo. Jaz sem danes nekaj v vojni logi kot občan Šentjerneja z domicilom vse svoje življenje. Pa na drug stran sem pa direktor Posavske regijske zbornice s kolegom Tomažem dobro sodelujeva. Mi smo nedavno izdali en dokument Made in Slovenija, ki govori o 88 ukrepih, kje mi želimo biti leta 2035. Jaz imam 3 izvode s sabo, kot Lotrič, predem boste vi
ta vaš gospodarski program objaviti, dajte se to dobro pogledati. Hvala lepa. Enega bom dal županu, Ja. bom tudi povedal zakaj. Drugega bom pa dal vašemu avtorju, sam ne vem, kateri je. Tukaj zadnji sedi, vi ste rekli, da je Za gospodarstvo lahko date, za gospodarstvo ne, Mirko je za zdravstvo. Dajte kar meni za gospodarstvo, prosim. Ja, hvala, hvala. Mirko ni za gospodarstvo. Govorimo o 88 ukrepih in 20 milijard investicij. Tukaj not so opisane ključne panoge gospodarstva v Sloveniji, ki imajo 80% vpliv na dodano vrednost. In na tem morate temeljiti tudi vaš program. In pa še nekaj povedal. Danes smo se dotaknili veliko teh. Tudi šolstva. Teh 88 programov temelji na 8 vrednotah. Pa jih bom prebral, to je manifest za Slovenijo 2035, temelji na svobodi in odgovornosti. Predvsem na odgovornosti politike. Mi se politika ne moremo iti, če politika se zgovarja, da je v nekem mandatu lahko tudi za svojo odločitev neodgovorna. To je za nas nesprejemljivo. Direktor je v gospodarski družbi odgovoren dvakrat, kot zakoniti zastopnik in kot normalni državljan. To treba nujno spremeniti. Sodelovanje. Omenili ste, da ste se povezali. Super. Gospodarstvo podpiramo tiste, ki boste med sabo sodelovali. Ne morate nekaj opcije reči. Mi gremo s tem, z onim pa nikakor ne. To je nesprejemljivo. Delo je vrednota. S kom se mi, da se srečujemo, od socialnih transferjev, da ne reče kaj, minimalne plače in tako naprej. Omenil ste, gospod Lotrič, delo se mora splačati. Zelo vas bom dal za besedo. Omenjena je pa inovativnost, šolstvo in tako naprej. Četrta vrednota je ustvarjalnost in znanje. To je ključnega pomena tudi za šolski sistem. Podjetništvo, tukaj nemam kaj dodati, interno ima cvetober podjetništva. Hvala Bogu. Zavedanje, da smo država, da smo ponosni državljani. Tega nam bistveno manjka. Na vseh nivojih. Moramo si zaupati in moramo biti pogumni in ustrajni. Brez tega ne bomo dosegli tega 2035. Omenili ste pokrajinizacijo. Vete, kaj imamo mi v našem krogu, ne? In povprečen rekreativc v 10 minutah je lahko v 3 občinah. In naše pokrajine oziroma regije temeljijo iz časov konjskih vpreg. Kaj se je danes vse zgodilo v 30 letih? Je Radko povedal, da smo dobili avtocesto, pa smo v 5 urah v Münchnu, ne? Politika bo zmagala, če bo začela vzpodbujati združevanje občin, ker jih imamo preveč. Omenili ste, da so napredovali, res je, ampak te občine preveč stanijo v luči prihodnjih demografskih sprememb. Ne bo kadrov, ne bo ljudi, ne za gospodarstvo, ne za javno upravo. Kaj še bi za kaj drugo? In če ste naredili sistem, da boste združevali, se pravi finančne vzpodbude za združevanje občin, nekaj se tega že dogaja na nekih ravneh, bomo tudi nekega dne imeli pokrajine. Največji sovražniki so pokrajine, so pravzaprav župani. To pa ni res. To vi odreagirate. Tudi naša konferenca je dokazala, da temu ni tako razvojno. Šolski sistem, tukaj, če ne bomo spremenili, pa podjetništvo dar, pa digitalizacija, pa ne vem, kaj še vse v osnovni šoli ne bo uspeha. Tako da to so ene ključne panoge, ki jih je potrebno urediti, pa moramo ustrajati in biti pri spremembah pogumni. Ne smemo se mi udajati nevladnikom, da ti 3-krat gradbeno dovoljenje zrušijo, pa je nujno potrebno. Da peščica ljudi lahko odloča politiko. To treba nujno spremeniti. In pa še regulacija. Omenili ste, ne vem, 80 zakonov, ne? 170 zakonov. To je nemogoče Se pravi, če bi, pardon. Ja.
Kaj se srečujemo danes? Pa danes, ko pride do podjetja, do gradbenega dovoljenja, to je križev pot. Križev pot. In če ne bomo tukaj spremenili, ko ste rekli, da ste bili na Kitajskem, da bo dobijo, ne vem, v parih letih, da mi to dobimo, ne, v 5 letih. Mi bomo veseli, če dobimo v 1 letu. Je pa nemogoče niti za vse križiti v 1 letu do gradbenega dovoljenja. To je katastrofa. Županu sem podal tudi en izvod, to sem pa kot občan. Pohvalil si se, marsikaj je res. Nas sem pohvalil, nas. Imamo vsega, ne pa nekaj drugega skrbi, kar ste si tudi omenil, ne. V Šentjerneju, jaz ne funkcioniram na CRM, ne, ker sem se v analognih časih rodil, pa grem rad v gostilno, da kaj izvem. Ne, se je zdaj začela miselnost, pa kaj bomo mi z gospodarstvom? Vsega ne rabimo več, vsega imamo dosti, vse smo super, ne? Prav, nimamo ljudi. Zakaj bi mi gledali neko priseljevanje? Tak primer je bil v eni občini v Posavju. Pa sem županom predlagal, ne, Hudičevo dobro preneseli, kaj bodo še gledali. Pa so spremenili mnenje, zelo, zelo uspešna občina. Tudi zaradi ljudi, ki v občini pridejo. Iz Azije, iz bivših področij Jugoslavije, pa tudi imamo dobre prakse iz Zahoda. Tako da, ena velika priložnost za občino Šentjernej, tudi bodo dokaj županske volitve, je župan, da tudi tukaj kakšen napredek narediš in pa spremeniš to mnenje. Mi bomo vredni, sem toliko časa, dokler bomo imeli močno gospodarstvo. Ko se bo nam to sesipalo, bodo padle cene na vsem. Hvala. Bi mogoče zdaj odvajal, kaj kdo pokomentiral? Zdaj, jaz ne vem, kje ste razumel, da mi gospodarstvo ne spodbujemo ali pa da se nam zdi, da ga ne rabimo, ravno nasprotno. Javno mnenje je tako. Ja, no, čakaj, javno mnenje, pustimo. Javno mnenje ne sedi tukaj. Glejte, mi podpiramo gospodarstvo, prav gotov. Mi imamo že razvojne načrte za 30 novih hektarjev ob Kremenu, ker bo lahko elitna gospodarska cona in še razvoj za Šentjernej. Nas cel razvoj temelji na razvoju gospodarstva in na razvoju dobre kakovosti življenja, da obdržimo ljudi. In mislim, da nam to uspeva. Nam, ne meni, nam. Tako da odkje je ta hipoteza, mi ni čist jasno. Lahko. Kar se tiče pa pokrajin, resni župani si jih zelo želimo, se pa bojimo dveh zadev. Kar se govori o združevanju, napačno financiranje občin, dokler bo občina, ki nima nič gospodarstva in nič ne vplačuje v proračun, dobila enako sredstev kot tista, ki ogromno vplačuje, da bo nobene želje po združevanju. Združevanje ne sme biti nasilno, ampak mora biti na osnovi gospodarskih kazalcev in financiranje treba spremeniti. Regije pa zelo rabimo, župani se bojimo pa samo dvojega. Če država ne funkcionira, pa bo vmes še na raven, ker ne bo funkcionirala, imamo 2 sovražnika in ne enega. To imajo Hrvatje, ko imajo namesto občinskih cest pa državnih, ker imamo zdaj mi občinske pa regionalne pa državne, pa imajo sam še več težav kot mi. Se pravi, mi imamo težavo ne v tem, da regije ne želimo, ampak želimo vzpostaviti regije, ki bo funkcionalna in ne bo ovir, ampak dodana vrednost. Pa še nekaj, velika težnja je pri regionalizaciji, da bi se res začela spet centralizacija, kar mislim, da bi bilo za Slovenijo zelo usodno. Zato je treba zelo previdno razporediti pristojnosti in način financiranja države, regije in občine. V tem primeru si jih pa želimo, ker imamo velike zamaške, kot se rekel, sociala, šolstvo, regijske ceste, vode, da ne govorimo, kjer vse stoji in tako naprej. Pa še črpanje sredstev. Glejte, mi smo ogromno zamudili v 35 letih. Ne samo, da ne počrpamo nepovratnih sredstev. Še bolj žalostno je, zakaj se uporabljajo ta sredstva včasih. Glejte, človeka srce boli, ko imaš na voljo samo ali vzpostavitev zelenih površin ob mestu, ne, ali pa kolesarka, se je fino kolesarka. Sam za fekalno pa ni denarja, za obrtne cone ni denarja, za resne investicije, ki dajo dodano vrednost, ni denarja. Denar pa čaka za stvari, ki so včasih neuporabne. To je žalostno. Pa večina nepovratnih sredstev se izgubi v transmisiji projektiranja, pa recenzij in tako naprej. Tukaj imamo mi težave. Mi imamo težave z strukturo države.
Zdaj pa vi govorite, kako je treba načrte spremeniti. Za mašino imaš pa človeka, ki ne zna to delati. Mi o tem govorimo. In kdor tega ne razume, kje imamo mi težavo. Popolnoma napačno si me razumel, ne? Jaz nisem prišel kritizirati. Jaz sem samo odgovoril. Sporočilo je čisto enostavno. Ja. Na ravni države je potrebno začeti spodbojati združevanje malih občin in pa racionalizacijo, ki bo imela učinke, gospodarske učinke. Gospa Kirby-Šrojs se je dolg časa ubadala z skladnim regionalnim razvojem, pa to malo pozna, pa ve, a ne? Po ta novem naj bi začeli, oziroma mislim, da bo januarja sprejet zakon o novi regionalnem razvoju, pa se govori o gospodarstvu, pa ni od gospodarstva nikjer nič omenjeno. Pa sprejemte en ukrep, da nič o gospodarstvu brez gospodarstva. Ne? Če bi bilo to res, potem tega ljubzga božičnica ali pa kakorkoli se že imenuje, ne bi prišlo konec leta, pa če bi že prišlo, bi prišlo od začetka leta. Ne? Teh ukrepih, čisto enostavnih ukrepih, s kmečko pametjo, ni treba veliko, se pa bojim, da smo mi pa tako zaregulirani, da bomo to težko spremenili v nekem kratkem času. Gospod Lotrič, čakaj, treba ustrajati. Poglejte, absolutno, jaz vas bi mogoče spomnil ali pa probal dati odgovor na, najprej ste vprašal oziroma zastavil vprašanje glede izobraževanja in da se v Sloveniji pravzaprav na področju izobraževanja ni nič spremenil. Popolnoma prav imate, pa še premalo na glas sva zelo oba to zadevo povedala. Jaz mislim, da ena ključnih rešitev v samem sistemu izobraževanja, pa kakorkoli se sliši, je ustanovitev zbornice. Mi danes pravzaprav zbornice v Sloveniji učiteljev nimamo. Učitelji so prepuščeni sami sebi. Poglejmo mi eno povprečno slovensko šolo, ki ima tam do 500 otrok. Tam noter je eden, ki se ukvarja s kemijo, en, ki se ukvarja z biologijo, govorim od učiteljev. Kje se oni lahko izobrazijo? Ni sistema, da bi jih izobrazil. Ne bi šel personalno, ampak danes imamo samo eno veliko združenje učiteljev. In to je sindikat. Vse sem povedal, mislim, da vemo, kje je treba najprej zastaviti organizacijsko izobraževanje po sektorjih, po regijah, po stroki in tako naprej. In to je ena izmed stvari, ki nas čaka. Ljudje so pripravljeni delati samo. Oni se morajo izobraževati, nimajo pa časa, ne smejo iti na izobraževanje, ker kdo bo učil takrat otroke. Potem, kar se pa tiče občin oziroma pokrajin, naj še to rečem, da že danes občine izvajajo skupne občinske uprave. To je nekaj, to so zametki lahko pokrajinskih nalog. Vse manjše občine bi lahko, ne vem, varnost, kar je ključna zadeva, naredile na način, da je to pokrajinska odgovornost. Samo, če pa mi pogledamo tukaj v bližini občino Osilnica pa Kostel, pogledajte, če teh občin ne bi bilo, tam ljudi po mojem, pa vi bolj poznate. Ampak meni so to občine, mislim, župani povedali, kdo skrbi za teh par sto duš tam? Občina, župani hodijo, prosijo, pridite obrtniki, plačamo za vsako zadevo, za bankomat, da je odprt ena sama poslovalnica v kraju, sicer se bojo ljudje odselili. Mi pa potrebujemo teritorialno varnost, prehransko varnost, pa energetsko varnost. Zato strošek občin, obmejnih občin, ne sme biti strošek, to je državna odgovornost za to, da čuva meje, če zelo poenostavim. No, a veste, zato, kar se pa tiče drugih, bomo pa prisiljeni zaradi, kot ste samo omenili, zaradi kadrov, bomo prisiljeni zmanjševati uprave, ker ne bo ravno prej, gospod Tomaž, da ste omenili, koliko kadrov nam bo zmanjkalo z področja gradbeništva. Kje bomo dobili arhitekte, kje bomo dobili vse te naloge, ki bi občine mogle peljati naprej. Jih ne bo, že zaradi tega bo treba združevati. In mi moramo samo pripraviti se na prihajajočo demografsko sliko in strokovno. In še nekaj sem absolutno prepričan, da bi z ustanovitvijo pokrajin mi politično
tenzijo v Sloveniji bistveno spustili. Ker bi bilo le toliko, ni važno koliko zdaj govorimo, 10 plus minus ljudi, ki sigurno ne bodo kot šerifi vladali Sloveniji. Pa še cvički je dober. Zdaj mogoče iz publike še ima kdo kako vprašanje za naše govorce? Vas kaj zanima? Izvolite. Da in pozdravil sem skupaj, jaz bi pač se eno tako vprašanje. Te pogovori, da smo, mislim, da v glavnem se več ali manj tako drugače gospodarska, eni večji, eni manjši, ne? In gospodarstveniki se več ali manj zelo hitro, kadarkoli, doma, za šankom, ne vem, na delovnem mestu, kjerkoli, kaj je prav, kaj ni prav, hitro zmenimo. So nam te stvari več ali manj jasne, ne? Slovenci ne bi veljali preko malo zgodovinsko gledano nazaj pridni pošteni, ne? Čeprav tu je dan že kar na tenkem delu, ne? V luči tega bi vprašal vas, gospod Lotrič, kot preko tukaj politično najvišja oseba, ne? Kako smo mi v teh parametrih lahko tako globoko zabredli, da imamo danes norce na oblast, da se danes pogovarjamo, nimamo inženirja, imamo pa na vseh položajih preko doktorja z FDV-ja in kolega je rekel s Pastirske fakultete, ne? Jaz sem rekel, tisti treba podreti, 20 metrov skopati, zemljo odpeljati, pa park narediti, ne? Ker nam tukaj škode delajo. Kako smo mi lahko tako daleč zabredli, ker mi imamo tukaj problem. In kako bomo tu spremenili? Če bomo tu spremenili, pa bomo mogoče, da je Švica, ne? Drugač bomo lahko sem Švica. Hvala. Ja, hvala lepa. Seveda je gospodarstvo tisto, ki hrani vse državne podsisteme, tako kot sem rekel. In če gospodarstvo rabi zelo enostavno, sam ste rekel, drugače pa stabilno okolje, da vemo, kakšne davke lahko pričakujemo, da vemo, koliko bo surovina, bo elektrika, kakšne ceste bojo pripeljale do nas, železnice in vsa druga infrastruktura. Prav te tri ključne zadeve mi pač moramo imeti pod kontrolo. Prej sem državno tri stebre naštel, tukaj noter je pa, zakaj do tega prišlo. Za šolstvo sem prepričan, osnovno šolstvo sem prepričan zaradi tega, ker je preveč ideološko vodeno. V zadnjem času v državni svet pridobivamo zakone, ki prepovedujejo, dajva reči prepovedujejo v narekovaju, drugače pa dobesedno potiskajo ves zasebni sektor iz tega sistema. V 5 do 10 letih, če bi se tak zakon naprej ohranil, ne bomo imeli nobenega zasebnega vrtca, nobene zasebne univerze, pa jih kar nekaj poslujejo. V mariborskem koncu so izobrazili 400 farmacevtov, ki danes delujejo v javnem sektorju, pa te ljudje so svojim denarjem plačali in so pomemben steber zdravstva na vsem temu severovzhodnem delu Slovenije. Vizavi novi investiciji Leka oziroma Sandoja v Lendavi. Vprašal ste še za področje gospodarstva. Mi lahko, jaz sem bil zelo vesel, ker sem bil enkrat preko SBC-ja poslanec, pač zastopnik v Bruslu in takrat so nam pokazali, kako Slovenija raste in kakšne dobre uspehe doživlja, kar se tiče gospodarske rasti in kaj delate, da vam tako dobro gre. Jaz tudi sam ne razumem, oziroma razumem o tem, kaj se v 4-5, ne vem kolikih letih da zafurati. To je neverjetno, kaj se da za. Je res, da je nekaj zunanjih vplivov. Jaz čist strinjam, da je avtomobilska industrija, ampak če vi pogledate sam primer enega, pa to je čist konkreten primer enega, ki dela sedeže za avtomobile, avtomobilska kriza je šla, kam je šel? V Dubaju išče za letalsko industrijo. In to je preusmeritev podobno, to se ves čas dogaja, gospodarstvo je moglo odreagirati. Vi pa in vsi mi pač ne moramo pričakovati, da bomo delali dobro, kolikor nam dajo, čeprav se verjetno nekomu zdi 680 evrov, kdo ali kolikor 639, kjer mu se ni. Jaz bi tudi rad imel v denarnici 630 evrov v končni fazi. Ampak to ni prav. S tem bomo mi pognali pri 100 ljudeh, pač to pomeni 70 jurjev, je treba dodatno, se pravi, denarja dobiti.
sem sedel zdaj, pač večkrat sedim v upravnih odborih, še zdaj tam, kjer sem, predvsem na obrtni podjetniški zgodbi, a nekjer ljudje so v takem strahu, da predlagajo take nore ideje, da niso več zdrave. To samo kaže na obup podjetnikov, ker so res ne vejo, kako naprej. Ne morejo tega kredita dobiti, oziroma tisti, ki ga bojo dobili, bojo naslednji let izkazovali minus v bilanci. To so resne težave in potem kako naprej. Ampak mislim, da je ena božičnica premajhen, to ni zdaj pokazatelj celotnega stanja, ampak ali pa lahko je pokazatelj, na kakšen način trenutna vlada zdaj to spreminja. Mi smo dobili 18 ali 19 zakonov, ki na en način obremenjujejo gospodarstvo, podjetništvo, obrt. Pa lahko rečem, da so davčni zakoni, se pravi, dejansko je treba več vplačati, drugi so pa čezmejno upravljanje storitev. S tem smo mi dali podjetjem, bom rekel, mlinsko kolo in niso mogli s tem davkom biti več konkurenčni v Avstriji, Italiji, Švici in tako naprej. In kaj so naredili? Šli so na Hrvaško, Slovaško, Avstrijo, Nemčijo. In ta podjetja so za sabo potegnila okrog 15.000 ljudi. Ampak zdaj se, pogledajte statistiko, koliko je zaposlenih, pravijo do 20.000 ljudi. Ampak to pomeni do 200 milijonov evrov vsako leto manj denarja v naše 3 blagajne. Mene pa to boli, zaradi tega, ker pa še pošiljanje podjetnikov, ne samo morje, ampak še naprej. Mislim, to se more prenehati. Pri nas je vsak kmet, vsak obrtnik še kako pomemben za to, da kreiramo. Mi moramo dobiti več davkoplačevalcev. Ja, kako so lahko veseli danes naši sosedi, kar se tiče držav, da mi dejansko potiskamo vse. In tukaj noter jaz se bojim, da je vse samo ideologija. Verjetno sem kakšno zadevo šel več, kakšno zadevo nisem odgovoril, če niste zadovoljni, povejte. A bi še kdo mogoče kako vprašanje z publike? Drugače pa zaokrožili to z enimi kratkimi vprašanji za vse naše govorce, pa res kratkimi, da v roku 5 minut tudi zaključimo. Pa bi začeli mogoče kar z gospodom županom. Kaj vas pri delu najbolj motivira? Glede na to, da vedno govorimo, koliko težav nam država povzroča in da vemo, da ste občine precej fleksibilne. Glejte, ob kupu težav človeka na funkciji župana lahko samo ena stvar motivira, to so ljudje, za katere delaš. Ne? Ko vidiš njihove želje ali pa njihov prispevk, ne moreš, da ne bi pomagal in ne moreš, da ne bi ustrajal, ne? In se boril tukaj z mlini na veter, če govorimo o državi. Ne? Zdaj, ta borba ima že kar vedno en rezultat. Ne? Vsi zdaj smo danes govorili o posledicah. Ne? In sem vesel, da ste se vi lotili politike, ker veste, kje je vzrok. Ne? Ste lepo rekli, smo zabredeni. Ne? Vsi smo zabredeni. Povprečen slovenski volivec razmišlja še zmeraj tako. Pa se za občino, pa za državo, pa za ministrstvo, pa za poslanca, pa si vsak dober. Važno je, da bomo mi delali, da bomo imeli dobiček, da bomo to delali in tako naprej. Ampak kolo se hitro obrne. Ne? Ko pride gor ljudje, ki razmišljajo čisto drugače, ki ideološko razmišljajo, ne razvojno, no, pol pride trenutek strznitve in mi smo pred njim. Ne? In zdaj, veste, dokler bo povprečen človek v Sloveniji razmišljal, da je problem premoženje, da je problem dobiček, da so problem tisti, ki imajo, pa zaposlujejo, ne bomo šli v pravo smer. In zadaj je ideologija, ki to preprečuje. Glejte, domovi starejših. Domovi starejših so lep primer. Država ne more vzpostaviti sistema, starejši nimajo kam iti, občino se gleda, a nimamo pristojnosti. Minister je pa gluh in slep za vse probleme. In vidi neko virtualno rešitev, ki ni rešitev in ne more biti rešitev. Ne zdrži ekonomske logike. Zdaj, narod bo mogel enkrat reči, mi plačujemo davke in zahtevamo svoje. Ne? Jaz mislim, da narod bo mogel zahtevati red v tej državi. To se najlepše kaže pri romski problematiki, ki je huda, pa smo že rekli. Pa bomo še mogli zahtevati. Ker preprosto, ti plačaš v trgovini in moraš nekaj dobiti. Ne? Ampak mi smo preveč zadovoljni, kar nam porenijo, to je v redu. Ne? In mi sam še gruntamo, kako bomo več delali, pa bomo še bolj produktivni. Ja, ampak če bo nekdo, ki bo s tem negospodarno razpolagal, smo bedaki.
Najprej vštimamo, da bo gospodar na vrhu, potem pa hitimo, tako bi ste rekel. Zdaj moramo biti res kratki, zato ker soočanje je danes v živo v Ljubljani ob 8, tako da mogoče Anže, kaj bi ti svetoval podjetniku, ki danes začenja, kak nasvet bi mu dal? Ena stvar, ko si mlad, pač starši porijo, bod prijazni vseh, pa da so vsi v redu ljudje, ne. Niso, pač moraš vedeti, da pač niso vsi ljudje dobri, pa ne nočejo ti si dobro. Pač moraš prvo se prepričati, pa potem šele zaupati, to je ena taka stvar, ko je na grd način naučila. Druga stvar pa, ko je, pa da najdeš neko ekipo, kjer delaš, pač mogoče 4-5 ljudi na firmi, ki so tudi tam, koliko je firmi slabo, ne. Da če vsi pridejo na firmo, ona firma je fajna, pridejo, se zaposlijo, pa so vsi veseli. Zdaj tisti, ko pa so zraven tudi, ko res težko gre, kak posel slabo gre, pa pridejo tudi popoldne, pol pa si sploh ur ne pišejo, ne. Zdaj tiste moraš res paziti. In tiste bi rad nadgradil, ne. Nagradil bi jih, pa bi rekel, lej, ampak ne moreš. Mislim, če gledaš, recimo točno človeku, ki ima 500 evrov nagrade, je okej, ta už evrov bo firmo koštala, ne. Mislim, to ne gre skozi, ne. Zdaj, okej, ta božičnica je ena taka stvar, pa isto, ne, vsi morajo isto dobiti, mislim. En je delo konor, ne, en je pa, tiste 8 ur delo, pa še manj bi delo, če bi lahko, ne. To tako mesec, imamo recimo stroje, proizvodno, je rekel, dajmo 4-urni delovnik, ne. Ja, okej, mašina je na 100%, ok, ne, zdaj mašini jaz rečem, daj ti mašina zdaj na 150, pa naredi v 4 urah, to, kar moraš v 8, ne moreš, ne. Pač te čisto osnovne stvari, tako so že kolege rekli, ko lahko imaš, ne, pa še osnovne šole narediti, pa ti je logično, to ne gre skozi, ne. In te ideološke, čudne stvari, ko so zdaj ti na oblasti, pač res bolijo nekoga, ki dela, ne, ko delo se pa ne splača, pač rečeš, dej, grem jaz v javno upravo, pa bom jaz tudi delo, pač tiste 8 ur, pa imel pa na koncu malo manj bo ostali verjetno, ne. Pa je to, ne. In to je žalostno, da je to dopuščeno, da se dogaja, da se delo ne izplača, ne. In to tudi mladi vidijo, ne. Splošno je, čim manj moraš delati, da čim hitreje zaslužiš, ja kaj je to? To je kriminal, ne. In tako da moraš s kriminalom začeti. Da to ni najboljša motivacija za te naslednje, ko za nami pridejo, ne. Mora biti, da lej, delaš, pa boš imel okej, pa si lahko mogoče hišo kupil v Sloveniji, kar je zelo, ne vem, če si star tukaj, do 30 let, kako me si hišo kupil, se ne dobiš ne kredita, ne ono, ne tretje, ni šans, ne z normalno plačo. Pa če imaš neko srednjo plačo, v Sloveniji si hiše ne boš zgradil, ni šans, si lahko bog. Torej moraš res neke druge načine najti, pa delati v bistvu cele dneve, pa še pol ti mogoče komi do tega sploh prideš, no. Druga stvar pa je, pa jaz to res zagovarjam, zasebno gospodarstvo, torej mi moramo imeti večje plače kot javno gospodarstvo, to je fiks. Ne more biti eno javni upravi 5 ur plače, en ko pa dela, ne vem, 12-14 ur na dan, pa 2 ure, to ne gre, to ne sme biti in sem proti, pač res bi mogli eno veliko regulativo narediti, kar se tiče na javnih upravah, da pač en je šef, ti slabo delaš, sorry, tu imaš odpoved. Če en delal slabo dela, 3 pogovora imamo, pa gre. Pač ni dobenega ne ščito. Pač tak je. Pač, ker je minus naredil firmi, strošek, če naredimo minus na konc leta, pač lahko, ne vem, en delavc zgubi službo, vseh 15 zgubi službo, ne samo tisti en. To je treba res tudi javni upravi tako začeti gledati, ne. Občine in pač tudi, če gledamo zdaj višji tam gor, tam so tako vsi zaščiteni, kakor vem, še pol, ko zgubijo mandat, to še pol. Žal, moram prekiniti, zaradi tega, ker bomo pol mi še lahko debato nadaljevali, enim se pa res mudi, tako da, gospod Tomaž, kje vidite lokalno gospodarstvo čez nekje 10 let? Vidim ga kot zelo uspešno gospodarstvo, ki je povezano, se pravi, povezuje velika podjetja in pa mala in srednja podjetja, ki so usmerjena v raziskave, razvoj, inovacije, imajo poštimano, če tako po domače povem, avtomatizacijo, robotizacijo, digitalizacijo, vlagajo v kader, prav tako bi rekel pa iz drugih držav k nam prihaja visoko kakovosten kader, katerega zdaj žal zelo primanjkuje, ne. Kako pa ta kader prišel? Se pravi, treba je spremembe na davčnem področju, se pravi, da se bodo tiste višje plače, ki jih imajo razvojniki, ali pa ljudje, ki menedžirajo ta podjetja, da dobijo višjo neto plačo in s tem dejansko se bo tudi potrošnja dvignila in bomo na koncu imeli več vsi. In enostavno delo mora postati, tako je že prej Darko povedal, vrednota in pa znanje druga vrednota in to sta gonila dejansko v Slovenije v naslednjem obdobju. Pa se te dve vrednoti čisto zadosti. Hvala lepa.
Gospod Ratko, mogoče za vas, ker imate dolgi stalež, kjera napaka vas je v življenju največ naučila? Glejte, napak je bilo veliko, z vsake napake se človek nekaj nauči, ampak jaz sem optimist, kar se tiče tega, zdaj sem tudi najstarejši tukaj. Gled, če se spomnite, je bila hiperinflacija, pa smo preživeli, je bila razpad Jugoslavije, smo preživeli. V Šentjerneju je skoraj hudič vzel, pa so nastala nova podjetja, ki so zdaj uspešna in tako bo tudi naprej. Ta vlada ne bo večno, bo prišla druga sprememba in bomo spet zrastli naprej, tako kot smo do zdaj, se bomo prilagodili. Tako da napake moramo delati, sami jih moramo ta prav čas popraviti. Hvala lepa. In si jih ne smemo bati. Zdaj pa mogoče čiše za zaključni stavek, pa gospod Lotrič, če zaključite stavek, kdaj bo slovensko gospodarstvo uspešno, se pravi kdaj? Slovensko gospodarstvo bo uspešno takrat, ko bo mednarodno konkurenčno, predvsem evropsko konkurenčno, takrat, ko se bo jasno delo splačalo in ko bo gospodarstvo imelo predvidljivo to poslovno okolje, stabilne davke in prispevke, ne govorimo o manjših, govorimo o stabilnih, predvidljivih in pa seveda, ko bo infrastruktura taka, da bodo vsi kraji v Sloveniji med sabo dobro povezani, zato da bo lahko povsod se dalo živeti, delati in pa igrati. Hvala lepa. Hvala lepa. Vprašanje, zdaj čez na konc, ko ste zdaj povedal. Ja. Jaz bom rekel, tako bom zdaj malo s preprostimi besedami vprašanje postavil. Jaz mislim, da glavna krivica vse to, kar se nam dogaja, je že v štartu to, ker se, bom rekel, dva fanta na vsak način hočeta doseči mladenko, ki stoji na balkonu. Ta mladenka naj bo Slovenija, cvetoča, lepa, na nek način tudi potrebna. In ta dva fanta že 35 let vztrajno en drugem lojter se sekata in ta lojter namesto, da bi če dali više, pa da bi to mladenko dosegli, pa da bi jo usrečili, je lojter še dali krajša. A ste vi, mogoče ta tretji mladenič, glede na to, to je vaš priimek, je malo sličen, da bi nekaj lojtre postavili, pa bi to mladenko srečil. To ste pa zdaj tako lepo pesniško, pa tudi življenjsko povedal, da ja, če nas povezuje ljubezen, potem tukaj noter ne sme biti, to ne sme biti. Ne, gledajte, jaz sem prej že tudi povedal, da pokrajine prenašajo tudi majhne sprostitve v tej politični napetosti levega in desnega oziroma teh dveh mladeničev. In zagotovo eden in druga ne smeta biti toliko močno, da bi lahko superiorno delala, zato jaz verjamem, da smo včeraj pokazali, da smo sposoben povezav, jaz ne zaključujem nobenega kroga, to ni krog, to je trojček, to je, rekel sem, da ni prav, da smo osamljeni otoki, ampak da moramo biti najvišja gora v gorovju. Naj bo to Triglav, na kateremu se lahko preključijo še ostale gore. In na ta način pa verjamem, da bomo to polarizacijo bomo lahko poje betonske štenge naredili do te mladenke. Hvala, zdaj pa še samo zahvala v pol minute. Najprej hvala vsem vam, da ste se v tako velikem številu udeležili našega dogodka. Hvala vsem govorcem, najlepša hvala gospod Ratko za pomoč pri organizaciji, najlepša hvala gospod župan za vaše gostoljubje in pa hvala naša ekipa, da ste ta dogodek tudi zorganizirali, se pravi Rok, Lejla in pa Jure. To je pa to, zdaj se pa gremo poveseliti, nekateri pa še veselo na delo. Gospoda,